Ampak ali islamisti res poskušajo prevzeti Ameriko? Ali pa si morda malo dramatična, Mejrak? Veš kaj, zakaj mi ne poveš kar sama? To je video Snika, izjemno priljubljenega streamerja, ki verjetno pretaka vsebine tudi vašim otrokom. Allahu. Akbar! Ne, ne, jebi se! To je Islamska republika Njujorkistan! Islam bo v vsakem gospodinstvu, inšalah, vas svet bo muslimanski. Dobrodošli v New Yorku, mame Doni! Tukaj je odgovor. Ne, ne poskušajo prevzeti Amerike, poskušajo prevzeti ves svet. Vidiš mesto, vidiš kako izgleda. Inšalah, tudi tvoje mesto bo videti tako. Dobra novica je, da se to ne bo zgodilo. Ne bo prevzelo, ker smo izobraženi in se bomo uprli. Ampak ni samo Sniko, prijatelji moji. Poglejmo tega čudovitega mladega moškega. Želi uvesti prepoved za muslimane. Želi prepovedati muslimane. Povej mu, to ni tvoja država, da bi v njej uvajal prepovedi. To je Allahova dežela. Kot je vsaka dežela Allahova dežela. In tukaj so muslimani, ki so tukaj in ki bodo tukaj ostali. Tukaj kot v Ameriki, kaj ne? In če mu to ni všeč, bi mu predlagal, ne gre drugam, ampak ne vem, kam bo šel. Če gre nazaj v Evropo, je v Evropi veliko muslimanov. Bil sem tam pred kratkim. Greš v Afriko, greš v Južno Ameriko, greš na Kitajsko, greš v Malezijo, greš na Japonsko, greš na Antarktiko. Povsod so muslimani. Na Japonskem jih ni, brez skrbi. Torej bi dal predlog. Če želi iti nekam, kjer ni muslimanov, mu predlagam, naj gre v pekel. In vedite, da nam je naš prerok, sallallahu alejhi wasallam, dal veselo novico, da bo islam vstopil v vsak dom. Vsak dom! Prerok, sallallahu alejhi wasallam, nam je v sahih hadisu povedal, ta skupnost, zagotovilo je, da bo ta skupnost zmagovita. In tisti, ki jih bodo poskušali premagati, jim to ne bo uspelo. V redu, izvoli, imaš tega tipa. In zdaj, če mi boš rekla, Mira, ampak to je kot nek star verski tip. Kaj pa, če to ni običajno, kaj pa ta tip, ki je na univerzi? Smrt. Ne, 100%, ne glede na to, koliko vojsk stoji proti meni. Ne glede na vse to, Allah subhanahu wa ta'ala je večji od vsega tega. In ustrajal bom na tej poti, dokler ne umrem, ker vem, da mi je Allah subhanahu wa ta'ala obljubil zmago. Allah nam to obljublja. Tako kot Džalut alejhi wasallam. Poglejte številke, ki jih imamo. Morda smo danes številčnejši, skoraj 2 milijardi, vendar je naša moč zelo šibka. In gledamo na sile, ki nam dejansko grozijo in se jih bojimo. Medtem ko pravimo, da imajo oni preveč orožja, preveč moči. Ničesar ne morem storiti. Davud alejhi salam tega ni rekel. Tudi 300 vojakov z Davudom alejhi salamom v Karunu tega niso rekli. Rekli so, da je zmaga v rokah Allaha subhanahu wa ta'ala in vemo, da bomo zmagali. In če umremo, bomo umrli srečni, ker bomo umrli na Allahovi poti. In če zmagamo, pridobimo oboje. Pridobimo Allahovo zadovoljstvo in zmagamo. Dosegli smo zmago. Ni pomembno, kako poraženi smo danes. Ni pomembno, kako obupani smo danes. Rasulullah sallallahu alejhi wasallam obljublja in pravi: "Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Potem bo prišlo do kalifata po vzoru preroštva. Vem, da ne razumemo polovice tega, o čemer govori, ker zveni, kot da se duši in bruha. Ampak to, kar poskuša povedati je, fantje, ne skrbite, pridružite se Allahovi vojski, ker nam je bilo obljubljeno, da bomo zmagali, kar v bistvu pomeni, da postanete islamistični džihadisti, ja. Na ameriški univerzi, kaj ne? Islam, Rasulullah sallallahu alejhi wasallam obljublja to. Vprašanje je, boš med tistimi, ki si prizadevajo to vzpostaviti? Ali boš kot vojaki, ki so pili iz reke in odšli? Ali boš kot vojaki, ki so stali pred Džalutom in so rekli: "La quwwata lana al-yawma bi Džalut wa Džalutehi." Nimamo nobene moči, da bi se borili proti Džalutu. Poglej njegovo vojsko. Nimamo nobene moči. Ali boš ustrajal na poti in si pridobil zadovoljstvo ter nagrado Allaha subhanahu wa ta'ala na tem svetu? In v posmrtnem življenju? V redu, to je na univerzi v Illinoisu v Chicagu. Mohamed je obljubil, da bo islamski kalifat vzpostavljen na zemlji in da se bomo borili ter umirali za ta cilj. Ja? Torej, Dambar Amavi je objavil, da Trump ne bi smel končati samo pri ukinitvi državljanstva po rojstvu. Popolnoma bi moral prenehati podeljevati državljanstvo, razen če je mogoče dokazati popolno zvestobo Združenim državam. Ta tip je približno tako Američan, kot sem jaz Marši, in šteje se za del muslimanske ume. Amerika pa je sovražnik. Kljub temu ima nekdo, kot je on, ameriški potni list in lahko voli ljudi, ki bodo odločali o prihodnosti Amerike. To je samomorilsko. Ne morem reči, da se ne strinjam s tabo, Dan. Ne morem reči, da se ne strinjam.
In zdaj ta čudovit posnetek iz Indiana, kaj ne? Saj veste, da je to v Ameriki, kaj ne? Besede Halida ibn Valida, kar je napisal perzijskemu kralju. Kaj je rekel? Rekel je: v imenu Allaha, najbolj milostnega, najbolj usmiljenega, od Halida bin Valida, perzijskemu kralju, sprejmi islam. In če ne, potem plačaj džizjo. In če ne, potem ti bom res pripeljal ljudi, ki imajo radi smrt, tako kot vi imate radi življenje. Wow. Dobiš občutek o tem, kdo ima rad smrt, tako kot vi imate radi življenje. Ne vem, če bi sama lahko prišla do boljše opisa, tudi če bi poskusila. Dobiš občutek za čast. Da vi veste, koliko imate radi svoje palače in vse svoje razkošne stvari. Ja, vse stvari, ki jih imate radi, imajo radi tudi oni, ampak ne tako kot vi. Oni imajo raje smrt, kot vi imate radi življenje. Mislim, s takimi ljudmi se ne moreš igrati. In tako govori z najneizprosnejšimi ljudmi na svetu. To je res izjemno. In zato se morate vprašati, vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, ko danes spoznavamo življenje preroka sallallahu alejhi ve sellem, je: kaj je cilj? Kaj je cilj učenja o življenju preroka sallallahu alejhi ve sellem? Smo tukaj, da poslušamo za zabavo, kot da gre le za televizijsko oddajo? Ali smo tukaj, da poslušamo in sledimo stopinjam ljubljenega, kot piše, in da trmasto sledimo tem stopinjam ljubljenega sallallahu alejhi ve sellem, tudi v najtežjih nevihtah? Razumete, kaj tukaj govori? Ne vem, če ste opazili. Poskuša ljudem povedati, da smrt morate imeti raje kot življenje. Prav to vam poskuša povedati. Če ste eden tistih, ki se sprašujete, v redu, obstaja kup teh norcev, ki govorijo take stvari, ampak zakaj je to sploh pomembno? Morate razumeti, da jim to dejansko uspeva. In kako jim to uspeva? No, tako da se pridružijo idiotskim levičarjem, ki so pripravljeni glasovati zanje, ker preprosto obožujejo manjšine, se rade delajo žrtve, ker to pač počnejo, se pretvarjajo. Pretvarjajo se, da bo to omogočilo versko svobodo, v resnici pa gre za osvajanje. Poslušajte, kaj ima ta tip za povedati. In levica v bistvu pravi: veste, dobrodošli ste kljub vaši raznolikosti ali kljub vašim čudnim pogledom ali karkoli že. Ampak seveda, to pa zahteva kompromis. In ta kompromis je: seveda obstaja skupina ljudi, ki nam je pripravljena politično dovoliti, da vstopimo, da jih lahko uporabimo za prevzem oblasti. Ampak počakajte malo. Ne moremo jih preprosto sprejeti in se jim zahvaliti za to, kar počnejo. tudi oni pričakujejo, da jih boste sprejeli in njihove poglede. Morda smo pripravljeni politično tolerirati, vendar moralno tega ne moremo tolerirati. To je tisto, k čemur naš Jani dobesedno naš džihad vodi. Ste slišali to? Morda jih bomo morali politično tolerirati, ker jih potrebujemo, vendar jih moralno ne moremo tolerirati. In to je bistvo našega džihada. Veste, kaj pomeni džihad? In če ne veste, pri Bogu, pojdite to poiskati na Googlu. Biti v boju. Če razumemo, da se od nas ne zahteva sprejemanje, ampak zgolj politična toleranca. Mislim, da je to kompromis, ki je sprejemljiv v islamu. Lahko toleriramo kufr v vašem življenju, ne moremo ga tolerirati moralno. Med tema dvema je razlika. Tu razumete, seveda. Politično je to lakum dinukum valijedi, to je mekaška faza. Vi počnite, kar počnete, vendar ne pričakujte, da bom rekel, da je čaščenje kogarkoli ali česarkoli drugega poleg Allaha sprejemljivo. Lahko častite kogarkoli ali karkoli drugega poleg Allaha. In to je vaša svoboda v deželah, v katerih živimo. V redu, vendar me ne silite, da rečem, da menim, da je dovoljeno častiti kogarkoli ali karkoli drugega poleg Allaha. Za tiste, ki tega ne veste, obstajata dve različni vrsti Korana. Obstaja Koran, ki je za čas, ko islamisti niso na oblasti, kjer govorijo samo o tem, kako priti na oblast. In potem je tu še Koran za čas, ko so enkrat na oblasti, kjer govorijo o tem, kako ravnati z neverniki, veste. Torej, to je vrsta ideologije, kaj počneš, ko si v položaju, kjer poskušaš prevzeti oblast, a še nisi tam. Seveda jih politično sprejmeš. Ne sprejmaš jih ideološko ali moralno, sprejmaš jih le politično, da jih lahko izkoristiš. Zdaj to je vprašanje, s katerim se trenutno ukvarjamo. Do katere mere naj bi sklepali tako imenovane kompromise? In seveda, kot veste, je moje stališče precej jasno. Nismo ne levičari, ne desničari. Nismo ne liberalci, ne konzervativci. Imamo svoje lastne vrednote. In jaz, ker islam ni religija, je politično gibanje, ni levo, ni desno, ni gor, ni dol, ni konservativen, ni liberalen, je šeriatsko pravo. Mislim, da ni prav, da se povezujemo z eno stranjo proti drugi. Ampak problem je, da je vsaj v Ameriki tako, mogoče je v Evropi drugače. Nimamo dovolj kritične mase, da bi resnično oblikovali svojo lastno, neodvisno stranko. Zdaj, v političnem kontekstu želimo motivirati ljudi judovskega porekla, da opustijo cionizem.
Moramo jih motivirati. Vedno se vse vrne na to. Ne vem, kako jim uspe, ne vem, kako to naredijo. Vedno jim uspe vključiti Jude, ker se jih bojijo. To je to. Kakorkoli, ne vem, če sem vas prepričala. Če vas nisem, ste idiot. Če sem vas, bravo, čestitam in dobrodošli med tiste, ki se upirajo. In hvala za vašo pozornost glede te zadeve.